Če nekaj prepoveš, boš ljudi še bolj spodbudil, da si bodo to želeli ogledati. Ali ni to očitno? Če otroku rečeš, da ne sme imeti sladkarij, jih bo še bolj želel. In če odraslemu rečeš, da ne sme gledati nekega filma, si bo ta film še bolj želel ogledati. Pravzaprav ni boljšega načina za promocijo filma, kot da ta film prepoveš. In točno to se je zgodilo s filmom Citizen Vigilante, ki je bil v Nemčiji prepovedan, ker pripoveduje zgodbo o moškem, maščevalcu, ki se odloči poiskati pravico za žrtve posilstev, ki so jih, kot si lahko predstavljate, zagrešili nezakoniti migranti. In zdaj, potem ko je bil ta film prepovedan in ko je Elon Musk o tem spregovoril, je postal številka 1 na Amazonu. Ker ljudje iz Amerike in z vsega sveta želijo razumeti, česa se vlade tako bojijo, da morajo ta film prepovedati. In odgovor je precej preprost. Precej preprost je, prijatelji moji. Osnovna ideja tega filma je, da vlada ne naredi dovolj za zaščito mladih deklet. Torej, ta tip, ki ga igra Armie Hammer, ki je sam po sebi kontroverzen, bo šel tja in opravil delo namesto vlade, da se znebi ljudi, ki nikoli niso odgovarjali za svoja dejanja. In mislim, da vlade spoznavajo, da vedno več ljudi ugotavlja, da je preprosto nesprejemljivo, da so posilstva postala nekaj običajnega v Evropi in da je treba glede tega nekaj ukreniti. Morda bodo začeli gledati na vlado in se spraševati, zakaj vlada ne prevzema odgovornosti. Naj bo jasno, da ne bomo blokirani. Ne verjamemo v to, da bi ljudje sami hodili naokoli kot maščevalci in skušali sami doseči pravico. Ampak to ni bistvo tega filma. Večina ljudi ne gleda Supermana in se na to odloči, da bo postala Superman. Ampak v ozadju je zgodba in tok, ki sta izjemno pomembna. In državljanski maščevalec je zdaj naredil točno to, kar je bil namen. Razširiti to sporočilo, da mlada dekleta niso zaščitena tako, kot bi jih morale zaščititi vlade. In tega se Nemčija boji. Tega se boji Evropa. Ljudje dejansko spoznavajo, da vse, kar se je zgodilo, ni samo v redu in neizogibno. To je pravzaprav posledica napake v vladi. Zdaj pa producent tega, Bo, pravi, da če bodo ljudje še naprej gledali ta film, bodo prehitro začeli snemati tudi drugi del. In rada bi vas spomnila. Ste vsi gledali film Ugrabljena takrat? Veste, tisti film z Liamom Neesonom, ki je bil ena največjih uspešnic tam okoli leta 2010-2011, ka ne? Leta 2008, kjer je bil upokojeni agent CIA in je lovil moške, ki so ugrabili njegovo hčerko med potovanjem v Pariz. Tolpa, proti kateri se je boril, so bili albanski trgovci z ljudmi za spolno izkoriščanje. Takrat to ni bil nor film. Pravzaprav je temeljil na ogromno resničnih dogodkih leta 2008. In ta film sledi pravzaprav zelo podobni zgodbi. Vendar pa jih je zelo strah, da bi to opazili. Kot tukaj piše Ant, zdaj želi Levica, da verjamete, da je državljanski maščevalec na nek način rasističen ali skrajno desničarski. Ampak je zanimivo, da nihče ni imel te pripombe o filmu Ugrabljena leta 2008. In popolnoma ima prav. Seveda bomo prišli do prizorov v drugem delu, ampak tukaj je Patrick, David pa je rekel, da je sinoči gledal državljanskega maščevalca. Obstaja razlog, da je to film številka 1 na Appleu. Dotakne se besa, ki ga čutijo milijoni ljudi, ko jih njihova lastna vlada ne zaščiti ali ne zaščiti njihovih otrok. Ni čudno, da so ga Nemčija in še nekatere druge države prepovedale. To je film, ki ga morate pogledati. Številka 1, številka 1, številka 1, zdaj. Seveda so levičarji nastopili proti temu filmu in proti Elonu Musku. Najbogatejši človek. To je izjava Josha Olsona. Najbogatejši človek na svetu aktivno promovira film, ki odkrito spodbuja nazorno, brutalno in množično pobijanje muslimanskih priseljencev. To ni nek dvoumen, zanikanja vreden namig. To je izrecno. Na to je dekle iz Kentuckija odgovorilo. Veš, Josh, popolnoma v redu sem s tem, da so posiljevalci prestrašeni, da jih bodo ustrelili in ubili maščevalci. Prav tako mi je v redu, da so njihove sokrive družine prestrašene. V redu mi je, da se v moji državi ne počutijo varne. Morda pa naj preprosto ne posiljujejo žensk. Kaj praviš na to, Josh? Seveda pa mi ne podpiramo maščevalnega vedenja. Dovoli mi, da to ponovim milijonkrat. Kar je pri tem filmu tako zanimivo, je to, da na zelo dober in natančen način zajame celotno miselnost okoli tega, kar se trenutno dogaja v Nemčiji. Ne vem, če ste videli ta posnetek. Širil se je kot nor, ampak poglejmo si ga za trenutek.
Tukaj sem, da vam pokažem, da niste več žrtve. Kle sem, da vam pokažem, da je čas, da greste ven in tem pizdam pokažete, da jim ne bo več uspelo. Zapomnite si, to delam za vas. Dokler se ne naučite to narediti sami. In film na koncu, kaj piše tukaj? Posvečen je tisočim žrtvam posilstva in umorov v Evropi, ki jih je naš pravni sistem izdal. Zakaj ne deluje? Vsi veste, da sovražim uporabljati izdelke na svoji koži, ker nočem, da bi bila lepljiva ali zamašena. Želim se samo počutiti čisto. In vem, da je ne imeti obraznega rituala skoraj kot zločin. Ampak zdaj, ko sem odkrila OneSkin, bom morda morala priznati, da sem se ves čas motila. Se veste, še nisem stara, ampak v zadnjem času opažam spremembe na svoji koži, kar je znak, da prihaja staranje. In to je res, res nesramno. Ampak po veliko prepričevanja strani prijateljic sem se odločila, da poskusim. In ja, zdaj sem spremenjena ženska. Ne promoviram stvari, ki jim ne zaupam. Veste, kako to gre. Ampak mislim, poglejte. Kaj mislite? In to ni samo moja izkušnja. OneSkin ima več kot 10.000 5-zvezdičnih ocen in zdaj so vodilni na področju dolgoživosti kože. Moram vas opozoriti, da v nasprotju s tem, kar vam želi internet prikazati, v resnici ne potrebujete zapletene rutine, da bi imeli lepšo kožo. Nastala na podlagi več kot desetletja raziskav dolgoživosti, je OneSkin OSO1 peptid dokazano usmerjen v vidne znake staranja in vam pomaga odkriti najbolj zdravo kožo zdaj in ko se starate. Za omejen čas preizkusite OneSkin s 15% popustom z uporabo kode MEIRA na oneskin.co/oneskin.co/MEIRA. To je 15% popusta. oneskin.co s kodo MEIRA. Po nakupu vas bodo vprašali, kje ste slišali za njih. Zato vas prosimo, podprite našo oddajo in jim povejte, da smo vas mi poslali. Ja, mimogrede, ta tip je odgovoril Joshu Olsenu in rekel: dal si Oskarja filmu, ki spodbuja komunistični terorizem in ubijanje agentov ICE. Že leta pozivaš k nasilju. Ti, Charlie Kirk, si poskušal Trumpa že ducatkrat, samo utihni. In se strinjam. Če še niste videli prizora, ki je resnično prevzel internet, si ga bomo zdaj ogledali. Seveda je nekoliko nazoren, zato se na to pripravite. Kaj za vraga? Kaj je? Ne, to je zelo trapasto. Pozdravljen, Ibrahim. Blagoslov tebi in tvoji družini. Spraševal sem se, ali bi lahko na hitro poklepetala o tvojem sinu. Si novinar? Ne. Sem samo državljan. Tukaj sem, da pomagam. Če želite kaj, se lahko obrnete na našega odvetnika. Nimamo ničesar zapovedati. Oprostite. Morda bi lahko le malo poklepetali. Ne zaž. Dobro, Jusef je tukaj. Ko? Sprosti se, Jusef. Josef! Deci, kam gredo? Kam naj dajo? Kaj za vraga prekleti pizdun? Kaj delaš? Ni. Mogoče. Pojdi se pogovoriti s svojim sinom. Nekaj sem zavezal okoli njegove noge. Nisem zadev arterije. Moral bi biti v redu. Ti pobereš mobilne telefone s mize. Vse pobereš jih. Oče, premakni Jusefa na kavč. Na kavč. Mobilne telefone položi na mizo. Kaj hočeš na mizo? Želim, da seš. On the table. I want you to have a seat. Imeli bomo kratek pogovor. Kaj počneš? Sedi. 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 Try. 2, 1. Vaš sin in njegovi prijatelji so morali posiliti tisto 14-letno dekle. Tako sem traumatiziran. Tako traumatizirani iz otroštva, da niso mogli držati svojih kurcev v hlačah. On je mlad. On ne ve ničesar. Je to razlog, zakaj si to storil, Jusuf? Oprosti, mi smo to storili. Mislili smo, da si je želela, da jo zgrabiš in povlečeš v grm na mirnem delu parka. In želela je, da ji položiš roko čez usta, medtem ko so se tvoji 7 prijateljev izmenjevali pri njenem posilstvu. Morala je prilesti ven skozi tiste grme po rokah in kolenih. In zdaj vsak dan živi v strahu, kaj bi ti in tvoji prijatelji lahko storili, saj ste bili oproščeni. Mimogrede, tvojemu odvetniku je zelo dobro uspelo, ko vas je predstavil kot žrtve. Kaj je bilo? Travmatična integracija. Kako realistično se to zdi?
Oče brani sina. Pravi, da je mlad, da ničesar ne ve. Nekaj v smislu: nismo vedeli, mislili smo, da si je želela. Travmatična integracija. Ali se vam vse to sliši kot dejanski sprejemljivi izgovori za razmišljujočega človeka glede skupinskega posilstva? Ne vem, meni se ne. Duševno zdravje zdaj in podpora. V prihodnosti bomo boljši, obljubim to. To je pravilen odgovor. Edina težava je, da na tvojih družbenih omrežjih od dogodka naprej nisem videl nobenega obžalovanja ali sočutja. Pravzaprav mislim, da si rekel, da si je zaslužila biti posiljena. Mislim, to, da se oblačijo neprimerno in s svojimi mini krili samo vzburjajo fante. Kažejo svoje noge in prsi. Napisal si, da si je to zaslužila. Izbrisala bom. So to vrednote, ki jih učiš svoje otroke? Učim ga vrednot iz Korana in teh vrednot iz naše družine. No, če so to tvoje vrednote, da si ženske v Ameriki in Evropi zaradi oblačil zaslužijo posilstvo, zakaj si potem prišel sem? Veš, da imamo v naši državi resno vojno in da nam grozi nevarnost za življenje. Zato smo tukaj. In mislim, da to veš. Veš, kaj mislim? Mislim, da tvoje države niso zapustili dobri. Mislim, da so bili to slabi. In mislim, da ste s seboj prinesli svoj arhaični vrednostni sistem in svoje postavljanje religije pred demokracijo. In nad vsem drugim, vključno z vladavino prava. Jusuf, vzel boš svoj telefon. Začel boš klicati svoje prijatelje enega za drugim in jim povedal, naj takoj pridejo sem, ker imaš zanje nove informacije. Ne bomo se spuščali v podrobnosti, ker ni potrebno. Ampak ta občutek, to, kar je ta moški rekel, njegov odziv je tisto, kar ljudje čutijo. Menimo, da ste prišli sem ne zato, ker tam niste varni, ampak ker imate tukaj nekaj drugega, kar želite početi in ste pripravljeni našo varnost jemati za samoumevno ter jo zlorabljati. In to je nekaj, česar smo mnogi med nami že naveličani in siti. In zato nočejo, da bi bil ta film prikazan, ker se bojijo, da boste spoznali resnico. Kako smešni in nori se vsi argumenti v bran posiljevalcem slišijo, ko jih dejansko vidite v kontekstu. Ko dejansko vidite, kaj so žrtve doživele. Vse to je nesmisel in je frustrirajoče ter jezi ljudi. In vlade so ljudi razočarale, ker se s tem problemom niso ustrezno spopadle, ker tega problema niso postavile na prvo mesto. In to je tisto, na kar nas film opominja. In zato nočejo, da bi si ga ogledali. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.